Spoštovana gospa in gospodje, prijazno dobrodošli na današnjem soočenju kandidatov za župana občine Laško. V naši sredini pozdravljam, bom šla po vrsti, kot ste na volilnem lističu napisani, Marka Šanteja, Mlada moč občine Laško, potem gospoda Marjana Mačkoška, Gibanje Svoboda, gospo Štefanijo Pavčnik, Slovenska demokratska stranka in gospoda Franca Zdolška, Slovenska ljudska stranka s podporo in Nove Slovenije. Gospod Davorin Cizej se današnjega soočenja ni udeležil. V želji, da bi bili v pomoč volivcem in volivkam, da se boste lažje odločili 20. novembra, koga med županskimi kandidati izbrati, smo tole soočenje tudi pripravili. Čas za vse je enak, minuta za odgovor, pol minute za repliko. Torej, vprašanja ne bodo težka, pač tisto, kar zadeva naše lokalno okolje, naše življenje in tako. Torej, predlagam, da bi kar začeli. Najprej v izhodišču me zanima, zakaj bi volivci izbrali torej vas. Bi mogoče res tega vrstnega reda se kar držali, torej najprej gospod Šantej, potem gospod Mačkošek, pa gospa Pavčnik in nato gospod Zdolšek. Takole, lepo pozdravljeni na današnjem soočenju. Zakaj mene kot kandidata za župana? Za kandidaturo sem se odločil, ker mi ni vseeno za nadaljnji razvoj občine in predvsem, ker nam je lahko bolje. V lokalnem in na kulturnem področju sem aktiven že skoraj 20 let, od tega na lokalnem političnem 8 let. Stvarim se posvečam 100% in jih želim speljati kakovostno. Ker mi to zadnje leta v polnem delovnem času v službi nekako ni uspevalo, da bi se posvečal 100% tudi delu v lokalnem okolju, je bilo potrebno sprejeti odločitev. Zdaj, ali se v celoti posvetiti službi, službenim obveznostim ali pa v celoti delu v lokalnem okolju, ker hkrati oboje enostavno ni bilo izvedljivo. In tukaj je bilo potrebno sprejeti odločitev in kot vidite, oziroma odločil sem se, da se posvetim delu v lokalnem okolju in to je bil ključen razlog za kandidaturo. Zakaj izbrati mene? Predstavljam mogoče izmed vseh kandidatov najmlajšega oziroma najmlajšo opcijo, kljub temu pa imam na področju gospodarstva in pa vodenja kar precej izkušenj. Po drugi strani pa... Tole je že minuta 10, tako da vas opozarjam, da počasi končujte. Potem pa samo zaključim stavek. Po drugi strani pa ravno zaradi tega, ker bom v tem lokalnem okolju ostal, ker sem si ustvaril tudi družino, želim soustvarjati delo v okviru občine in poskrbeti za boljše življenje vseh generacij naših občanov. Hvala lepa, gospod Mačkošek. Najprej lep pozdrav vsem občanom in občankam občine Laško in seveda tudi mojim protikandidatom na prihajajočih volitvah. Za kandidaturo sem se odločil iz preprostega razloga, ker sem prisluhnil občankam in občanom, kajti občina potrebuje nov zagon, ki bo povezal vse sile za dobrobit vseh, ki v občini živimo in pa vseh tistih, ki v to občino prihajajo. Potrebno je črpati iz zgodovine in iz tradicije, ampak absolutno imeti pogled usmerjen v prihodnost. Imam dolgoletne izkušnje vodenja velike gospodarske družbe, tudi družbeno-političnega delovanja v okviru Republike Slovenije, z takšnimi in drugačnimi možnostmi povezovanja vseh akterjev, ne glede na strankarsko pripadnost, zato da občini dosežemo en razvojni preboj, kajti občina se v tem trenutku nahaja v enem teku, ki ni dovolj hiter, glede na to, kako se svet danes spreminja, in občina Laško absolutno zaostaja z vsemi našimi sosednjimi občinami, kar je treba v naslednjem obdobju prekiniti. Malo ste šli čez, ampak ni bistveno. Gospa Pavčnik, izvolite. Hvala. Tudi jaz pozdravljam vse občanke in občane občine Laško in vse prisotne tule. In sicer za kandidaturo sem se odločila, ker menim, da v občini Laško so potrebne spremembe, novi obrazi, nove moči, nov duh, ki nas bo popeljal naprej
v boljši jutri in bolj razvito ter ljudem prijazno občino. Saj vsaka občina je razvita toliko, kot je razvita najbolj oddaljena vas od središča občine. Zato je potrebno povečati črpanje evropskih sredstev in povečati tudi število prebivalcev v občini Laško. Verjamem, da vsakdo med nami želi, da bi bilo našim bližnjim otrokom in pa vnukom dobro, da bi bil kraj, v katerem pač živimo, prijazen do mladih in do mladih družin, da bi nudil tudi številne priložnosti za podjetniške podvige, za podjetniške začetke, uspešno delo in pa napredek na splošno, tako v kulturi, tako v športu, da bi živeli v zdravem okolju in pa v varnem in s tem tudi, da bi imeli zagotovljeno varno starost. No, menim pa, da kot županja bi delala dobro za občino, za ljudi, ker sem izkušena, delovna, skrbna, odločna, srčna, delala bi srcem in delala bi za vse enako. Hvala lepa. Gospod Zdolšek, pred vami je, če boste izvoljeni, 5. mandat. Regresija občine smo slišali, kako odgovarjate, oziroma kakšni so vaši razlogi bili, da ste se odločili za vnovično kandidaturo? Ja, spoštovana voditeljica, tekmeci, en lep dober dan vsem skupaj, seveda pa prav posebej pozdrav vsem mojim občankam in občanom, ki tudi verjetno spremljajo tale naše soočenje kot tako. Jaz sem se pač v bistvu odločil za to, ker v preteklih letih smo pripravili marsikateri program, ki ga želimo izpeljati v naslednjih 2-3 letih in bo tudi osnova za nadaljnji razvoj občine Laško. Občina Laško ima kar veliko problemov, to je tak ali tak glede na poplavno ogroženost, ki je ena od temeljnih v bistvu ukrepov, da bo lahko tudi se sama občina kot taka in mesto Laško tudi v bodoče razvijala. Če te stvari uredimo oziroma jih vsaj bistveno izboljšamo, verjetno občina Laško ne bo nikoli 100% poplavno varna, bomo v bistvu pridobili kar nekaj prostora tudi za nadaljnji razvoj, še hitrejši razvoj občine kot take, od vseh oskrbovanih stanovanj, stanovanjskih sosestv in še mnogo kaj. Tako da v bistvu glede na to, da smo v bistvu mi v tem času pripravili tudi sam sporazum. Čez minutko ste lepo, prosim. Ja, o financiranju želimo pač vse projekte, ki smo jih v tem času zastavili, tudi nadaljevati in dokončati. Nadaljujemo z našim drugim krogom vprašanj. Torej, zdaj me pa zanima, kako se boste lotili dela z občinsko upravo. Kako jo boste organizirali, na kakšne načine, kakšne spremembe ohranjate, takšno strukturo, velikost in ustroj, kot je zdaj, ali boste kako drugače uredili, gospod Čantej? Na drugo vprašanje bom začel takole. Občina je tu zaradi občanov, ne pa ljudje zaradi občine. Kot sam sledim temeljnim načelom in vrednotam, ki so odgovornost, povezanost in pa sodelovanje, na enak način bom organiziral tudi delo v občinski upravi. Zdaj, občinska uprava nujno potrebuje sposobnega direktorja oziroma direktorico, ki je ključna funkcija, ki povezuje vse strokovne službe, ki delujejo znotraj občine. Zdaj, v zadnjih 16 letih takšne osebe gospod župan ni uspel najti oziroma pripeljati, tako da to je prva naloga, ki nas čaka. Druga stvar, po mojih informacijah je najmlajša oseba, ki je zaposlena na občini, stara 40 let oziroma je v svojem 40. letu. Zagotoviti moramo pravočasen prenos znanja na mlajše generacije, pa naj bo to zdaj ali z vpeljavo nekega študentskega dela oziroma praks, ki nam potem predstavljajo lažje zaposljiv kader, ki ga zaposlimo, ali pa je to pravočasna zaposlitev novozaposlenih, ki bojo svoje znanje in izkušnje nabirali strani tistih zaposlenih, ki se bližajo pokoju. Se pravi, predvsem pravočasen prenos znanj zaposlenih, novozaposlenih, ki bojo prevzemali delo tistih, ki grejo proti pokoju. In pa še tretja ključna točka. Če lahko strnete, ste čez minutko že. Živimo v času hitrih in pa
nenehnih sprememb, pa ne bo to na strokovnem ali zakonodajnem ali pa na digitalnem področju. In nujno je potrebno vzpostaviti sistem izobraževanja strokovnega kadra, ki bo temu sledil, zato da bo občinska uprava ne samo v trendu s časom, ampak boljša in pred konkurenčnimi občinami. Hvala lepa, gospod Mačkošek. Ja, delo z občinsko upravo je treba najprej začeti s tem, da se naredi en pregled upravljenega dela in pa seveda ugotoviti potencial, ki ga ta uprava ima. Po potrebi, pa mislim, da ta potreba absolutno bo, jo bo treba kadrovsko okrepiti z kompetentnimi in sposobnimi ljudmi, ne glede na barvo ali strankarsko pripadnost, vse pa za ciljem večje učinkovitosti. Kajti učinkovitost je verjetno eden od ključnih problemov te občinske uprave, kajti to se vidi tudi po neuspešnosti črpanja evropskih sredstev v zadnjih 8 letih in pa absolutno je treba zadevo imeti tako urejeno, da bodo občani in občanke čutili, da je občinska uprava njim pa pomoč, nikakor pa ne breme. Uvedel bom sistem tako zvanih odprtih vrat. V moji dolgoletni karieri sem se vedno tega posluževal in moram reči, da je vedno to prinašalo pozitivne učinke in na ta način mislim delovati tudi v okviru nove občinske uprave, ki bo delovala v novem mandatu. Lepa hvala, gospod Mačkošek. Gospa Pavčnik. Ja, moje mnenje pa je, da nas zaposleni na občinski upravi delajo sicer dobro. Verjamem pa, da je možna še boljša organizacija dela. Z vsemi zaposlenimi se bom pogovorila, skupaj bi ugotovili, kako se skrajša lahko kakšen postopek, če bo to seveda mogoče, kako kvalitetno opraviti določene naloge, potem pa normalno, da tudi kako nova izobraževanja in pa kakšna pomoč mladih bi bila tudi zaželena. Hvala lepa. Torej, gospod Zdolšek, direktor občinske uprave in EU sredstva in sicer delo z občinsko upravo. Ja, to je drži, kot je Marko rekel, da nismo mogli sreče z direktorji občinske uprave. Jaz sem pač bolj deloholik in pričakujem od njih bistveno več, kot sem mogoče pripravljen dati. Tako da bi sigurno si želel, če mi tudi kakšnega takega v bistvu pripeljejo oziroma predstavljajo, da bi lahko še več z njim delal pa na bistveno lažji način. Ker se pa EU sredstva tiče, pa ti podatki, ki jih je navedla ta novinarka v 24 ur, ne držijo. To je ona vzela pač en del, en izsek enega obdobja, ko se v bistvu ta sredstva so bila razpisana, vendar pa ta sredstva, ki smo jih mi pridobili tudi v tem obdobju, smo v bistvu jih pridobili vse, kar se tiče tega kohezijskih sredstev in bojo porabljena v letu 2024 v višini 2 milijona 700 tisoč evrov. Hkrati pa smo tiste sredstva, ki so nekateri koristili v letu 2015, 2016, izkoristili takoj takrat in je bilo obdobje drugo. In jaz mislim, da je to, kar je ta novinarka napisala, najmanj nekorektno. O meni so pisali, da je Heineken tudi dobil praktično, da je kupil spivovarno vodo. Bolj sem razlagal, da to ni res. Vsa voda, vse koncesije vodne in tudi zemljišče so od občanov, kar jaz mislim, da je največji plus te občine Laško kot take. Gospod Zdolšek, končujte, lepo prosim. Lahko pa končate misel, če želite. Ja, tako da je v bistvu občinska uprava je pač taka, ko je na določenih področjih, pa prav gotovo, glede na to, da se naloge povečujejo, bo treba tudi stvari ojačati. Torej, hvala lepa. Zdaj gremo na naslednji krog vprašanj. Torej, zanima me, kako boste, nekaj ste že vmes sicer razlagali nekateri, ampak vendarle generalno stik z občani, javnost vašega dela, kakšne novosti načrtujete, ustaljena praksa, to, kar je bilo do zdaj, kakorkoli. Gremo po vrsti. Tako, mislim, da imamo na področju komunikacije, medsebojne komunikacije še precej rezerv. Zdaj malo je verjetno posledica tudi stanja covida, kjer je bilo tega osebnega stika manj oziroma precej premalo.
In tukaj moramo priti nazaj ne samo na tisto raven, kjer smo bili, ampak tudi še en korak naprej. Razne predstavitve projektov, potem javne razgrnitve, na katera morajo biti povabljeni krajani oziroma občani, ki se jih določena problematika dotika. Zdaj, če želimo seveda, da se bodo na take razgrnitve in pa soodločanje udeležili čim manj oseb, potem razgrnitev objavimo skladno z zakonodajo le na oglasni deski občine in pa na spletni strani, katere pa recimo starejši občani ali pa tisti, ki dostopa do spleta nimajo, niti ne spremljajo. Tako da najprej obveščanje mora potekati na način, da pridejo informacije do tistih občanov oziroma krajanov, ki se jih problematika dotika, in to do vseh generacij. Če grem potem na splet, občina se mora mlajšim približati preko spletnih omrežij, starejšim pa preko osebnih srečanj in stikov. Pri predstavitvah projektov, kot so na primer rekonstrukcije cestišč, novih vodovodov in tako naprej, se bom posluževal digitalnih orodij, kot so razne PowerPoint prezentacije, potem vizualizacije, videogradiva in tako naprej, da si občani projekt lažje predstavljajo. In prepričan sem, da če je projekt transparentno predstavljen in pripravljen, je tudi potem lažje pridobiti kakšno soglasje strani občanov, saj je nezaupanje krajanov v spremembe in novitete manjše. Hvala lepa, minuta 30 je bilo, ampak ne bomo tako zelo natančni, oziroma bomo natančni, pa sam povem vam. Torej, gospod Mačkošek. Ja, absolutno mislim, da je vse takšne in drugačne projekte, ki jih občina ima ali pa jih želi izvedeti, je treba približati občanom. V tem delu moram z gospodom Šantejem se absolutno strinjati, da ne more biti to urejeno na ta način, da se zadovolji osnovna zakonska forma, ampak je potrebno vse deležnike tako ali drugače obvestiti in povabiti na okroglo mizo in se potem najdejo najlažje rešitve. Tem se tudi bistveno zmanjša možnost civilnih iniciativ, oziroma se problemi predno pride do tega, da se morajo civilne iniciative organizirati, zato ker hočejo neke določene interese zavarovati, organizirati, je možno na ta način preprečiti. Absolutno je potrebno terensko delo, da o digitalnih orodjih, ki so bila tudi omenjena, ne govorimo, stvari je treba približati ljudem in občanom. In istočasno občina more v postopkih, ker je ona stranka v postopku, ne samo nastopati z birokratskim aparatom, ampak mora tudi vse tiste, ki so v neposredni okolici, aktivirati in jih pozvati, da ta občinski interes izrazijo sami. Hvala lepa, gospa Pavčnik. Ja, jaz se seveda strinjam s predhodnimi in sicer jaz stik z občani in občankami in občani bom seveda imela na upravni enoti, tako osebno in pa tudi preko medijev. Seveda pa si želim, da bi čim več lahko naredili srečanj prav na krajevnih skupnostih oziroma na samem okolju okrog nas, da se lahko srečamo z ljudmi, da lahko nam povejo na terenu, kaj jih moti, kaj bi bilo treba urediti, posodobiti, ker zelo pomembno mi je sodelovanje z ljudmi. Ljudem moraš prisluhniti, potem lahko tudi se pravilno odločiš in zadevo rešiš. Hvala lepa, gospod Zdolšek, kakšne novosti na tem področju načrtujete, če boste izbrani oziroma izvoljeni? Jaz sem ponosen, da sem v bistvu tudi takrat, ko sem začel to prvo županovanje, začel z izdajo Laškega biltena. Jaz mislim, da je kar en pomembno glasilo, ki obvešča občane o življenju v naši lokalni skupnosti in v njega lahko pišejo praktično vsi. Tam nimamo nobene te zadeve. Skratka, imamo tudi spletno stran, imamo v bistvu vsak dan urad odprte na občino Laško, to sem tudi takrat uvedel, čeprav je bilo prej bistveno bolj zaklenjeno. Četrtek je sicer en dan, ko je malce manj omejitev, zato da tudi lahko strokovne službe kakšne stvari naredijo oziroma grejo tudi na teren v tistem času in se s tem soočijo. Pri vseh projektiranih, ki pa je, pa si želimo oziroma imajo navodila tudi projektanti in tudi naši, da praktično zadeve rešujejo konkretno na terenu z konkretnimi ljudmi, katere se tudi vse to dotika. Kar se tiče pa javnih razgrnitev, pa tečejo preko krajevnih skupnosti, preko občine, preko spleta, tako da v bistvu poskušamo maksimalno, če bo še pa kakšna ideja,
da bi bilo še kakšno drugo v bistvu predstavitev pomembna, je pa tudi dobrodošla. Hvala lepa. Zdaj naslednje vprašanje, ki me zanima, odgovori, torej na naslednje vprašanje bi bilo pa takole. Zanima me, kako boste poskrbeli za ogled kraja navzven. Laško sicer ima, bi rekli, relativno dobro pozicijo, zdaj se nekako spet malo popravlja tisti slab vtis izpred nekaj let, ampak vendarle, kako boste vi poskrbeli za to, da bo kraj čim bolj ugleden navzven, gospod Čantej? Zdaj, mogoče bom ponovil tisti prvi stavek, ki sem ga izrekel na začetku, in sicer sem ponosen in zaveden Laščan. In že od nekdaj sem s ponosom povedal, odkot prihajam in zakaj sem rad tu doma in zakaj sem se odločil za to, da si tu ustvarim in dom in družino. Županova funkcija je ogledalo občine. Se pravi, najprej sam kot župan bom predstavljal zgled in zastopal vse občane, po drugi strani pa tudi občino kot celoto. Naj bo to na občinski, regionalni ali državni ravni, kot oseba, ki predstavlja oziroma zastopa občino. Potem pomemben dejavnik predstavitve oziroma ogledala občine je medijska pojavnost. Preko spleta za to skrbi predvsem Zavod Stik. Mislim pa, da se naša občina precej premalo pojavlja v ostalih medijih. Premalo je nekih tudi projektov oziroma idej, kako državne medije, javno televizijo pripeljati v Laško, da bi kaj posneli, tu se recimo nič ne pojavljamo. Lepo prosim, končajte misel. Ali je tudi kritika našega dela? Ne, govorim predvsem o državnih medijih, tam, kjer se lahko predstavljamo navzven, ne pa na lokalni ravni. Na lokalni ravni je pokritost dobra, tako z televizijskimi mediji, kot tudi z biltenom, kot je gospod župan že omenil. Hvala lepa. Gospa Pavčnik? Ja, jaz mislim, da bi občina Laško se mogla malo večkrat predstavljati tudi na sejmih, ne bo to v državnem smislu ali pa celo zunanje. Morali bi pa te velike dogodke malo več promovirati, sicer je res, da je preko stika kar dobro to promovirano, ampak mogoče še vedno premalo. Ker občina Laško je le turistični kraj, mi imamo dva zelo dobra in kvalitetna zdravilišča, imamo tudi zelo kvalitetno vodo, v bistvu tudi Rimsko zdravilišče je eno izmed prvih zdravilišč v Evropi in je zelo poznano. Tako da bi mogli svoje dobre stvari še malo bolj promovirati, kot jih sedaj. Tako da jaz se bom potrudila, da se bo za Laško slišalo v bistvu po celi državi, po celi republiki in pa celo mogoče še izven čez meje. Hvala lepa. Gospodu Mačkošku se opravičujem, spustila sem vas, lepo prosim. Ja, občina Laško je sigurno prepoznavna, tako ali drugače, predvsem v našem in pa v bližnjem sosednjem področju, recimo še Italije in delno Avstrije. Jaz mislim, da je treba ta delokrog poznavanja občine in pa promoviranja občine razširiti na širši krog, radius vsaj 500 km, to se pravi, da je treba zdaj tudi Južno Nemčijo, tudi Švico in pa globje v severno Italijo, da ne govorimo še o Madžarski. Seveda, zato je pa treba intenzivno delati. Treba je organizirati prireditve, ki ne bodo samo eno pivo in cvetje, ampak je treba več prireditev, vsaj na vsakih 14 dni v mesecu morala biti neka prireditev, ki bi privabljala določene ljudi v ta naš prostor in pa istočasno je treba izkoristiti vse potenciale, ki jih imamo v okviru kompletne občine. Ne govorimo samo o Rimskih toplicah, govorimo o Jurkloštru in vsem ostalem in potrebno je začeti prodajati zgodbo Laškega kot destinacije, nikakor pa ne ustrajati samo na obeh zdraviliščih in pa te kapacitete bistveno bolj povezati, kot so povezane že danes. Hvala lepa. Gospod Zdolšek? Ja, jaz mislim, da neke stvari se kar lepo promovirajo. Laško je poznano, kakorkoli vzamete v velikem delu tudi Evrope izven Slovenije.
že, če ne druga, po laškem pivu. Ime Laško smo posodili tudi pivo po takem, seveda pa to verjetno ni zadost. Mi smo tudi v preteklosti organizirali oziroma smo bili na sejmih tudi po Franciji, v Lyonu, kjer je bil res velik sejem z pomembnimi gosti, v glavnem tam, kjer si tudi naši ponudniki želijo, tudi zraven sodelujemo in tudi po potrebi sofinanciramo. Seveda tle se lahko tudi koristijo sredstva Slovenske turistične organizacije. Moram pa reči, da v bistvu v turizmu je pač tak, da STO se je v preteklosti v bistvu usmeril v samo promocijo Ljubljane, Postojne pa Bleda. Na celo vzhodno Slovenijo pa je enostavno pozabil. Jaz upam, da bo v bodočnosti bistveno več poudarka na termalnih zdraviliščih in kot je bilo pa že tudi rečeno, Laško nima samo enega pa drugega zdravilišča, Laško ima še marsikaj drugega za pokazati. Mi smo prišli do pomembnih odkritij, tudi kar se tiče kartuzije Jurklošter kot take, bila je vodilna kartuzija in pravi, da je bila praktično, kaže znake kraljeve kartuzije v Evropi v tistem času in še mnogo kaj je takšnega, ki lahko pokažemo in prav je, da destinacijo delamo kot destinacijo v kompletu, pri tem pa je potrebno, da se delujejo vsi. Hvala lepa. Zdaj pa gremo na naslednji krog vprašanj. Gospod Šante, samo toliko en medklic. Nacionalna RTV hiša je dolžna, ker pač pobira naš davkoplačevalski denar, torej naročnino. Mogoče jih je treba samo spomniti, da imajo obveznosti tudi po občinah, recimo takšno, kot je recimo naša. To je bil zdaj medklic. Zdaj pa... To ima Marko ima prav in vi imate prav. Vidim, da kraji, ki imajo kakšnega zaposlenega novinarja iz RTV-ja, jim praktično vsako nepomembno stvar objavijo pri glavnem dnevniku, tle v Laško pa pride zelo redko kdaj tudi za bistveno bolj pomembne stvari, kot so pa, ne vem, obiranje vinske trte Veselnice. To je vprašanje zagotovo za programski svet, za direktorja, za kogarkoli, za urednike, kakorkoli, da ne izletimo iz okvirjev. Torej, zanima me... Lahko replika, prosim. Ja, izvolite. Tale diskusija je samo en dokaz več, da je potrebno za dobrobit občine Laško povabiti k sodelovanju ne samo tisti, ki živimo v občini Laško, ampak vse tisti, ki so Laščani po duši, živijo pa izven naše občine in lahko karkoli naredijo dobrega v dobrobit kompletne občine. To velja tudi za novinarske sfere. Hvala lepa. Zdaj naslednji sklop vprašanj bi me pa zanimalo, kaj je po vaši sodbi v tem hipu najbolj pereč problem v občini. Začnemo po vrsti. Tokrat bomo začeli z gospodom Mačkoškom, pa potem okrog, da ne bomo kar enakega vrstnega reda vse skozi imeli. Če lahko kar gospod Mačkošek, prosim. Poglejte, zelo nehvaležno je rangirati problematiko na takšen ali na drug način. Dejstvo je, da je problemov tako veliko, da je zelo težko nekoga posebej izpostaviti. Dejstvo je, da je absolutno infrastruktura tista, ki omogoča našim zaposlenim, našim občanom in občankam vožnjo v službo, kajti preko 3000 naših občanov se vozi na delo izven občine, je treba najprej urediti. To se pravi, potrebno je najti takoj kontakt z državo na ta način, da bo infrastrukturo, ki je v njeni lasti, uredila. Samo poglejmo, kaj imamo na cesti Celje-Laško, praktično zastoje zjutraj, zastoje, ko se vračajo iz dela po 3. uri, to je treba absolutno najprej pristopiti in urediti. Naslednji korak je pa, absolutno se strinjam, protipoplavna zaščita, ampak protipoplavna zaščita v sodelovanju z vsemi sosednjimi občinami, kajti če gorvodno ne bomo zadeve urejali, potem tudi mi v Laškem z vsemi našimi ukrepi ne bomo rešili našega problema. Hvala lepa, gospa Pavčnik. Ja, jaz mislim, da je treba poskrbeti za kvalitetno življenje mladih ljudi. Zgraditi je potrebna stanovanja za mlade družine, s tem se bo povečala rodnost, dovolj bo delovne sile, s tem se bo tudi povečal dotok denarja v občinsko blagajno, občina se bo bolj razvijala na vseh področjih, mladi bodo tudi pomagali lahko starejšim ljudem, kar je zelo pomembno.
ohranjali bomo lahko kmetije, ker bomo pač pri mladih imeli mlade prevzemnike. Poskrbeti je pač treba za infrastrukturo in pa za povečanje gospodarstva v občini. Poskrbeti pa normalno, da je treba za ceste, kar je osnovna življenjska pravica, potem za mostove, za vodovode. Sedaj letos smo imeli sploh sušo in se je pokazalo, da marsikatera gospodinjstva ali hiše so ostale brez vode. Tako da vodovode je treba obnoviti. Potem pa tudi zelo pomembna je samooskrba prebivalstva in pa tudi potrebno je pač razviti tako turizem, kulturo in pa tudi šport v občini. Ja, samo to bi rekla, ne smemo pa pozabiti na starejše ljudi, se pravi domove za ostarele z stanovanji, pa to je pa zelo pomembna zadeva. Hvala. Gospod Zdolšek. Problem številka 1 je prav gotovo poplavna varnost, ki je tudi nekako ključ za vse ostale investicije v Laškem, od varovanih stanovanj, stanovanjske gradnje in še marsičesa drugega. Prav gotovo so ceste tiste, ki bo stalnica v našem delu tudi v bodoče. V tem obdobju smo kar nekaj deviacij pa ceste tudi uredili, vendar pa si še želimo nadaljevati v sodelovanju z državo, predvsem pri gradnji novega mostu v Rimskih Toplicah, deviacijah, Hrastnike, Zidani most za navezavo proti Laškemu, kar bi tudi bistveno pripomoglo k temu, k razbremenitvi samega jedra Zidanega mosta. Želimo pa prav gotovo priti do neke rešitve ureditve prometa Celje-Laško z direktno navezavo na samo avtocesto in pa verjetno z obvozom v Laškem kot takem. Jaz smo reči, da to smo takrat že v bistvu leta 2008 ta projekt bili zelo aktivni, bil je velik kontraefekt takrat pri javnih razgrnitev, ki so zdaj pač tudi bile tolikrat omenjene, so na te javne razgrnitve prišli praktično samo tisti, ki so bili nasprotniki gradnje, praktično dvopasovne ceste dodatne dvopasovne ceste iz Celja proti Krškemu. Tako da v bistvu, če ne bomo tle malo bolj enotni, bomo do vsake rešitve težko prišli. In na koncu Laško brez direktnega dostopa na avtocesto bo v bodočnosti sam stagniral. Hvala lepa. Gospod Čantej. Pridružil bi se gospodu Matkošku, kjer je rekel, da je zelo nehvaležno reči ali pa govoriti o eni problematiki, ker za ljudi, ki živijo ob reki ali pa ki se vozijo, drži, je to poplavna problematika. Potem za ljudi, ki živijo na periferiji, je to ali vodooskrba, če nimajo ustrezne, ali pa cestne infrastrukture. Če govorimo o mladih, so to stanovanja. Generalno pa bi rekel, je težava predvsem kakovost izvedenih projektov pod okriljem občine. Ker tu pa mislim, da je nekaj, kar lahko z nič evri pa z boljšo organizacijo in z boljšim nadzorom poskrbimo za bolj kakovostno izvedene projekte, ali so to infrastrukturni, ali so to drugi ukrepi, ki jih izvaja občina. Na ta način pa poskrbimo za več denarja, ki ga lahko namenjamo za ali druge investicije ali pa vložek v druge projekte. Hvala lepa. Zanima me po vaši sodbi, kako je v tem času urejeno področje zdravstva v občini. Ali so zdaj problemi z večine rešeni ali se s tako trditvijo ne bi mogli strinjati. Zdaj bomo pa začeli z gospo Pavčnik. Ja, jaz bom takole rekla, mi v Rimskih Toplicah smo zadovoljni z zdravstveno oskrbo, saj smo pridobili še eno zdravnico, ki pridno dela. Zelo vesela sem pa tudi, da v Laškem, da se bo zdravstveni dogradil, da bo potem več možnosti koristiti še druge zdravstvene usluge, saj veste, da je življenje na prvem mestu in da zdravje rabimo vsi, potem je pa vse ostalo. Hvala lepa. Gospod Zdolšek. Ja, zdravstvena strategija se postavlja nekje na državni ravni. Mi smo se tudi v občini Laško odločili, da bomo v naslednjem letu naredili zdravstveno strategijo za razvoj zdravstva v občini Laško. V tem trenutku smo sposobili dodatne prostore v
starih pisarnah socialnega varstva za določene specialistične ambulante. Je pa v bistvu v pripravi že praktično vse potrebno za pripravo razpisa za gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu v Laškem. Tle smo tudi pridobili določena sredstva s strani Ministrstva za zdravstvo v vrednosti 1 100 000 evrov. Računamo še en del sredstev pridobiti iz ekosklada za v bistvu ničelno ali pa ekološko gradnjo kot tako, tako da v bistvu nekako se bo zgodba sestavila. Ta prizidek bo pa končan v naslednjem letu pa pol. Je pa res, da zdravstvo temelji na ljudeh in na zdravnikih in če bojo zdravniki primerni in pa če bojo ljudje zdravniki zadovoljni, bo vse v redu, če bojo tudi prostori temu primerni, če pa zdravniki ne bojo delali v neko zadovoljstvo občanom, pa tudi dobri prostori ne bojo koristili veliko. Hvala lepa, gospod Čantej. Ja, tukaj se bom res zdaj osredotočil samo na zdravstveno oskrbo v lokalnem nivoju, ker vemo, da je v bistvu težava izvira že iz nivoja države. Če govorim o dostopnosti osebnega zdravnika za občane, je ta sigurno boljša, kot je bila dobro leto oziroma 2 leti nazaj, tako da mislim, da trenutno res vsak občan se lahko opredeli oziroma dostopa do svojega osebnega zdravnika. Vemo pa, da zdravstvena oskrba ni sprint, ampak je tek na dolge proge, je maraton. Dokler se še kak zdravnik ne upokoji, ne? To je ena stvar, druga stvar pa tudi zdravniki, ki so prišli v Laško, mi moramo zagotoviti tudi pogoje, da si bojo želeli tu ostati in tako kot sem rekel, da ni to sprint, da jih nismo dobili samo za krajši čas, ampak moramo vzpostaviti pogoje, da bojo lahko delovali, se pravi, to so in primerni prostori in primerna oprema in primerna podpora pri izobraževanju in strokovnem usposabljanju. Zdaj, če govorim o prostorih, trenutno stanje, pa bom spet se na trenutno stanje navezal, trenutno stanje ni ustrezno, prostora je premalo in nujno potrebno je zgraditi ali prizidek ali pa mogoče celo zdravstveni dom na novi lokaciji, kjer se zadeve postavijo od začetka in so tudi skladne z internimi standardi za zdravstvene ustanove, ker ta prizidek je zdaj sprojektiran in za katerega ne bi pridobili gradbeno dovoljenje, tega ne bi imel in vprašanje, če dobijo uporabno dovoljenje. Gospod, malo ste šli čez, ampak ne bomo res ne spet tako zelo dosledni oziroma strogi. Gospod Mačkošek, vi ste že prej nekaj odkimavali. Kakšno je vaše videnje tega? Dejansko je stanje zdravstvenega doma v Laškem zelo slabo. Za bolnike je to slabo in istočasno tudi za osebje, ki dela in ki bi ga želeli v Laškem pridobiti, neatraktivno. Kot je bilo rečeno, treba je poskrbeti za prihod novega kadra v zdravstveni dom, seveda je pa mora občina, ker občina je ustanovitelj. Ni država in zadeva ni tako enostavno rečeno, da je država edina, ki je odgovorna za določene stvari. Ona je odgovorna za določene stvari, samo tu v zdravstvenem domu je pa občina ustanovitelj, ker to je primarna raven. Kar se tiče pa zdravstvenega doma, moram pa župana nažalost korigirati. Res je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ampak občina Laško je bila neuspešna pri razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za leto 2022. In če bomo želeli nov prizidek graditi, potem bomo morali štartati na sredstva, ki bodo razpisana za leto 2023. Smo pa sedaj v eni težki situaciji, kajti to obdobje za pridobivanje nepovratnih sredstev se presteklo in je vprašanje, ali je možno to idejo gospoda Šantla, da bi to na novi lokaciji zgradili, realizirati in bomo verjetno prisiljeni ugrizniti v kislo jabolko, to se pravi neko solucijo, ki ni optimalna za občino in počasno bo dodatno prometno obremenjevala center mesta, kar je seveda narobe. Če pa že mora iti po tej poti, potem je pa treba nujno zgraditi ustrezen garažni prostor, ne samo nek parkirni prostor za to, da bo ustrezno poskrbljeno za parkiranje zaposlenih in poseg, ki bodo zdravstveni dom pripravili. Hvala, malo ste šli čez, ampak spet ne bom tako stroga. Torej, naslednji sklop vprašanj, ki me zanima, oziroma odgovor na
torej vprašanje, ki me zanima, je področje gospodarstva in obrti. Na kakšne načine si zamišljate, kako nameravate pritegniti v naše okolje čim več novih gospodarskih subjektov, ki bi ustvarili nova delovna mesta? Zdaj nekako naše obrtne cone ne zaživijo tako, kot bi si zaželeli. Mogoče začnemo pa tokrat z gospodom Šantejem. Zdaj, kar se obrtne cone tiče, govorimo o obrtni coni v Rečici, tam veliko več prostora za širitev ni. Zdaj, mogoče se ne bi čisto strinjal s tem, da ne zaživi, ker v njej je le kar nekaj podjetij. Govorimo pa o podjetjih, ki izvirajo iz Laškega, so tu že, bom rekel, ali kar nekaj časa, oziroma so pa novi najemniki prostorov, kot na primer Magles. Želim pa si, oziroma jaz gledam predvsem v vidu, kako pripeljati ne toliko industrijo oziroma povečevati obrtno cono, kolikor storitvene dejavnosti, okrepiti področje IT tehnologije, se pravi zaposlitvene možnosti, ki višajo dodano vrednost, po drugi strani pa ne potrebujejo za seboj enih glomaznih objektov in pa hal, in kar je mogoče postaviti tudi v en manjši spreten poslovni objekt, ne pa v samo obrtno cono. Gospa Pavčnik, vaše videnje? Ja, moje mnenje pa je, da je mogoče, imamo problem na občini, da je pridobivanje gradbenih dovoljenj zelo dolga pot. Ker marsikatero podjetje bi vlagalo sredstva v občino, če ne bi bilo treba tudi po 4-5 let čakati na gradbena dovoljenja. Zdaj, sicer ni tu rečeno, da je treba vabiti res samo industrijo v kraj. Zelo veliko bi bilo treba delati na dodatnih dejavnostih na kmetijstvu. Se pravi, da ohranjamo kmetije in s tem tudi, ne vem, trgovine, potem razne druge projekte, ki so povezani tako s turizmom, tako s kulturo, tako s kmetijstvom. Ker zelo pomembna je kmetijska samooskrba, se pravi, če bomo imeli kakšne probleme z prehrano, da se lahko sami zorganiziramo in preživimo. Potem zelo pomembna je tudi energetska zadeva, ker mislim, da v naši Laški občini nimamo niti na enem objektu še nobenih sončnih celic, ki bi lahko s tem prihranili na energiji. Tako da je v bistvu drugih stvari veliko več kot res sama proizvodnja. Je pa res, da imamo še tudi možnosti razširitve industrijskih cone tudi proti tamle na Sevcih, se pravi proti Rimskim Toplicam, kjer je že bilo nekdaj rečeno, da bi naj bila industrijska cona, ampak žal tam se je zdaj zadeva malo ustavila, so pa možnosti še. Mislim, da bi mogli narediti pač malo bolj prijazno občino podjetjem. Hvala lepa, malo ste prekoračili svoje pristojnosti časovne. Gospod Mačkošek, prosim. Ja, poglejte, sigurno je zaposlenost osnova vsemu temu, kaj lahko potem v občini dobrega naredimo. Občina definitivno nima v tem trenutku dobro plačanih delovnih mest, oziroma je njihovo število bistveno manjše, kot je bilo v preteklosti. Zato so določeni strokovni kadri prisiljeni se voziti drugam v službo, ampak pomembno je, da so pa davkoplačevalci v Laški občini. Kar se tiče pa samega razvoja, jaz sem prepričan, da sama neka industrijska cona ne rešuje cele zadeve, ampak je občina tista, ki bi morala z vsemi svojimi resursi pomagati kakršnikoli podjetniški ideji, ki se pojavi med našimi občani in pa občankami. V tem smislu je treba absolutno tudi narediti en izkorak, kar se tiče mladih pa novih tehnologij. Absolutno bom zagovarjal to, da po hitrem postopku najdemo način in izgradnjo ali pa najditi lokacijo za inkubator, inovacijski inkubator, kajti pogledajte, v sosednji občini Šentjur ga imajo v Šentjurju, sedaj so pa z milijon nepovratnih evropskih sredstev celo naredili njegovo ekspozituro v Gorici pri Slivnici. To je tisto, kar bo potem zagotavljalo mladim možnost obstoja in pa tudi nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi širjenje delovnih mest v občini Laško.
Hvala lepa, gospod Zdolšek. Ja, to je vedno taka dosti problematična tema. Glede na to, da smo šli v turizem, so v bistvu dosti omejeni oziroma limitirani pač pogoji za razvoj industrije kot take. Tle je treba biti zelo previden, katera industrija je sploh možen. Po drugi strani je pa zelo velik problem z samim prostorom v občini Laško kot takim. Zdaj jaz upam, oziroma mislim, prepričan sem, da z odprtjem novega podvoza v Mariagradcu in pa v Rimski Toplicah proti Jurkloštu se je odprlo mnogo novih možnosti za razvoj tudi podjetništva na našem podeželju. Seveda pa strmimo mi tudi, da bi se podjetništvo razvijalo na naših v bistvu bolj odročnih krajih. Zato tudi smo v preteklosti ogromno sredstev vložili v izgradnjo vodovoda. Imate ve, da Laško, takrat, ko sem jaz prevzel, ni bilo pokrito z javnim vodovodom niti dobrih 40%. Da smo zgradili preko 130 km vodovoda, zgradili smo kar ogromno cest, še jih je za zgraditi. Najbolj pomemben pa je, da v bistvu se prične končno zgradnja tudi širokopasovnega omrežja, ki bo omogočal tudi delo v bolj odročnih in pa krajih, ki so nekje malce oddaljeni od vsega. Mi bi bili veseli, če bi v bistvu tudi kjer prišel z idejo, ki bi nam pomagal postaviti inkubator kot tak in da bi v bistvu tam se tudi primerno potem strokovni kader zaposlil in začel z delom. En poskus takšen je bil, ko ga je predlagala Mlada moč v prostorih tule nasproti nas, ker smo mi uredili svoje prostore, medtem ko tisti del, ki bi naj služil za same računalničarje, pa to pač nismo dobili nobenega projekta, da bi ga lahko do konca zgradili. Tako da pri tem je treba vedno več deležnikov imeti, samo občina kot taka, pa verjetno samih strokovnih kadrov za razvoj v bistvu industrije kot take nima, ker če bi jih imeli, bi bili ti v nekem gospodarstvu za bistveno večje plače, kot so pa tule na občini kot taki. Veseli pa bi bili... Zdaj pa le končajte, ker zdaj ste pa že skoraj proti 2 minutam, prosim. Veseli bi bili, če bi v bistvu dobili tudi pobude, ki bi nadgrajevale tudi delo naše. Torej, še eno malo bolj gospodarsko področje me zanima v tem kontekstu. Kamnolom Rečica. Čez nekaj časa, v bistvu v zelo kratkem času, leta 2024, če se ne motim, verjetno me bo gospod župan popravil, če nisem čisto natančna, se izteče koncesija. Kaj naprej s tem kamnolomom? Začeli bomo pa z gospodom Mačkoškom tokrat. Prosim. Kako gledate na to problematiko? Hvala za besedo. Verjetno, da bi bilo dobro dati najprej besedo županu, ker ima najbolj točne informacije, ampak načeloma gledano je pa zadeva naslednja. Glejte, za vsako delovno mesto se treba boriti. Nikakor pa ne more biti delovno mesto razlog za to, da se stvari delajo izven predpisanih predpisov, zakonov in pa okoljevarstvenih standardov. Ali bo ta sedajni koncesionar dobil, ker to ne podeljuje občina koncesijo, ampak država še dodatno koncesijo, je vprašanje po letu 2024, ampak absolutno kakršnakoli aktivnost v tem smislu, da bi se ohranila delovna mesta, istočasno pa po normalni poti izkoriščalo v okviru nekih količin, obstoječi prostor pa jaz ne vidim nikakršnega težave, ampak v prvi vrsti je država tista, ki bo morala opredeliti, ali koncesijo bo podelila ali pa ne bo podelila. Ravno zato, ker gospod župan to problematiko zelo dobro pozna, mu namerno nisem dala zdaj besede, ker me zanima, kako ostali poznate problematiko to zadevno. Gospa Pavčnik, beseda je vaša. Ja, tudi jaz mislim, da tukaj bo mogla država kaj več narediti. Je pa res, da je pa sigurno, da vsako delovno mesto je pa zelo spoštljivo in seveda normalno, da s tem tudi dobimo davke v občinsko blagajno. Tako da mislim, da sicer mogoče bi bilo dobro, da malo omejijo porabo tega peska, da mogoče malo zmanjšajo, ampak bi pa bil dober obstoj, sicer pa morajo pač upoštevati vsa pravila, ki pač morajo biti glede varovanja okolja in varstva. Hvala lepa, gospod Šantej.
Ja, zdaj občina Laško ima 2 kamnoloma. Eden je ta v Rečici, drugi je v Zidanem mostu. Material iz obeh se razlikuje, se pravi, ni vsak dober za vse, ne. Tako da za naprej, se pravi, za možnost podaljšanja, če možnost je oziroma bo, je verjetno tudi v interesu občine, da glede na draginjo, glede na to, kako se dražijo in materiali in prevozne storitve in tako naprej, da na vsej v določeni meri na lokaciji kamnolom ohranja. Zdaj, pomembno tukaj je predvsem, da se kamnolom sproti tudi sanira, da ni samo eksploatacija, ampak da je potem tudi sama sanacija, da se ta rasa zarašča in tako naprej. Pomembno je, da bo prišlo tudi do sanacije plazu, ki še vedno ni popolnoma saniran in ki ogroža fragmat. Tam zadeva, kakor vem, lastniško še vedno ni popolnoma urejena in tukaj mislim, da je pa tudi naloga občine, da se vključi, ne samo tistega koncesionarja in ne samo lastnika zemljišča, ampak tudi občine kot posrednika, ker če pride pa ponovno do enega neurja oziroma škode, bo pa občina tista, ki bo na koncu tudi eden izmed deležnikov za samo sanacijo. Hvala lepa, gospod Zdolšek. Še vaše videnje oziroma vaša? Ja, vsaka taka stvar je kar stvar diskusije. Težko je najti eno pravo rešitev oziroma vsakem nekje na koncu jo moramo najti in se moramo tudi o tem odločiti. Mi ogromno delamo z lastniki, predvsem Gratexa, kako v prvi fazi bo pripravil tudi program sanacije tega starega dela, kjer se opušča samo pridobivanje kamna. Po drugi strani smo mu predlagali, naj v bistvu vse tiste, ki so v vplivnem območju kamnoloma, se odpelje v neko modern kamnolom v Avstriji, v bližnji Avstriji, kjer kamnolomi delujejo v bližini samih mest. Kak tam poteka jaz mislim, da tudi novi, v bistvu zdajšnji lastnik je bistveno izboljšal komunikacijo, vse, kar je meni znan po pogovoru z določenimi sosedi, z bližnjim prebivalstvom. Je pa res, saj vse ne moramo ukiniti, in če hočemo graditi, mi govorimo skozi o nekem razvoju, za vsak razvoj se rabi tudi material in verjetno nekih ali kamnolomi in tudi kakšna druga stvar bo tu v Sloveniji morala biti, če bomo hoteli kot družba tudi na dolgi rok prosperirati in biti v vsej neki meri samo odvisni. Mi smo že enkrat to, recimo na področju nekih drugih dejavnosti, to samo odvisnost zapravili, če bomo še tu, pa še tam, na koncu tako ali tako ne bo te države nič. Hvala lepa. Zdaj bomo šli na vprašanja drug drugemu, potem imam še sklop... Lahko še eno repliko, gospa Boža? Izvolite. Še mogoče, ko bo pa dejansko prišlo do zapiranja. Tukaj gre za degradirano območje, ki ga je potrebno sanirati. V določenih takih degradiranih območjih po Sloveniji je, če je seveda sončna lega prava, je možno postaviti pa potem kakšne sončne elektrarne. Sigurno to ne bo šlo recimo v tem primeru po celotnem pobočju, ker orientiranost ni za celoten kamnolom ta prava. Druge možnosti so pa vedno, bom rekel, treba včasih gledati tudi malo izven mej, se pravi, kaj v eno tako veliko degradirano območje postaviti. Zdaj bom dal mogoče čist banalen primer, ampak mogoče pa to kak adrenalinski park. Hvala. Še lahko z moje strani? Ja, izvolite. Poglejte, v primeru, ker tudi ta scenarij je možen, se pravi, da država ne bo dala ali pa ne bo podaljšala koncesijsko pogodbo. V tem primeru je takšen prostor, imate samo dve možnosti. Ali ga prepustite času, to je najboljši način, da se narava povrne in da reši problem degradacije. Na drugi strani pa to morda en dodaten potencialni prostor za širitev gospodarske dejavnosti. Seveda pa takšne gospodarske dejavnosti, ki je ekološko nesporna in ki bo omogočala morda pa nova delovna mesta, ne tak, ki so danes recimo v okviru kamnoloma. Tako da bi jaz ne izključeval nebenih možnosti, seveda je pa to zadeva, ki je treba potem dogovarjati skupaj
z lastnikom tega območja. No, ampak vendarle vi imate najbližji, najkrajšo pot do sedanje koalicije, pa bi verjetno lahko pripomogli, da bi do koncesije se prišlo relativno lahko, gospod Mačkošek. Ja, glejte, če ste me vprašali, res je, naša stranka je v tem trenutku skupaj z drugimi strankami na oblasti, imam seveda dostop do vseh teh kanalov, tako ali drugače, in v primeru, da mi bodo občanke in občani zaupali pozicijo župana, lahko ste pripričani, da bom vse te takšne in drugačne povezave poskušal izkoristiti za dobrobit Laškega, ampak to pa ne gre tudi brez povezovanja vseh tistih, ki tako ali drugače lahko kaj dobrega naredijo za Laško, ne glede na barvo ali politično opredeljenost. Hvala lepa, to je bilo zdaj malo... Ja, izvolite, prosim. Širitev rudnika ne gre kar tak, da bi si pač lahko povečali, zato je treba izdelati OPN, praktično vso proceduro je treba dati skozi, da prideš do končne rešitve, tako je za vsako drugo gradnjo. Kar se pa tiče same te, pa se strinjam, ideja, ki je dal Marko, je bila podana že s strani lastnika za eventualno del sončne elektrarne. Bila je tudi podana ideja, da se sam plaz, ki je na tem delu, da se tudi nekako v bistvu sanira v sklopu sanacije samega kamnoloma. Je pa tudi pri tem ideja, da bi eventualno se v samem kamnolomu naredila tudi en predlog za eventualno manjšo obrtno cono za dejavnosti, ki nekako ne bi motila nobenega okrog. Tako da v bistvu tle so pač te ideje vse žive in jaz upam, da bo tudi ena naprava prišla, ko se bo tudi mogoče potem občinski svet in pa država strinjala s tem. Hvala. Zdaj sprašujem vse prisotne, ali je interes za vprašanja postavljati drug drugemu. Zdaj vsi samo županu aktualnemu to ne bi bilo v redu, no? Želite vprašati kaj koga drugega? Samo eno zadevo imel, gospod Mačkošek je rekel, da je denar za prizidje zdravstvenim domom izgubljen. Mi smo bili na ministrstvu in pri gospodu Šabedru, ta denar, ki ga je občina Laško pridobila, stoji in bo tudi porabljen na naslednjem letu. No, tu moram pa replicirati županu, da ta njegova informacija ne drži, kajti jaz sem iz istega vira popolnoma drugačno informacijo. Ja, pa laže. Ja, nekdo laže, ja. Jaz ne. Bo treba preveriti to dejstvo. Še mogoče kakšna želja po kakšnem vprašanju drug drugemu, sicer gremo na lahkotnejšo temo. Še želi kdo kaj dodati mogoče? Hvala. Zdaj si pa izberite, bomo šli kar po vrsti, zdaj si boste pa izbrali vprašanja številka od 1 do 5. 5 jih imamo pripravljenih, enega pač ne bomo izkoristili iz lokalnega torej okolja. Gospod Šante, mogoče bi si izbrali vi kakšno vprašanje? Dajmo številko 2, glede na to, da me boste lahko našli pod številko 2. Aha, dobro. Vprašanje je takšnole, koliko častnih, ni težko seveda, torej koliko častnih občanov imamo v Laškem še živečih in če jih morda znate našteti? Ja, zadnji je gospod Jože Sadar, ki je naziv častni občan prejel v ponedeljek. Potem drugi je gospod Tone Turnšek. Žal v prejšnjem mandatu preminula sta pa gospod Tomo Korošec in pa gospod Majcen. Hvala, obvladate lokalno sceno. Gremo naprej. Naslednji je gospod Mačkošek. Vprašanje številka? Glede na to, da je moj predhodnik si izbral svoje številko, si jaz tudi svoje izbral 3. Aha, 3. Torej, vprašanje gre takole. Pisatelj, pisateljica iz Laškega, ki je izdala vsaj 2 knjižni deli, torej zavedeni v Kobisu. Če se da literarno je v redu, sicer pa velja, vzamemo tudi kakšno znanstveno delo. Poglejte, ne bi vedel, kar se tiče tega vprašanja. Lahko vam pa povem, da imamo dr. Cajhna, našega velikega rojaka, ki je zelo veliko naredil na področju razvoja elektrike in pa elektronike v Sloveniji. Njegove knjige dobro poznam.
se tudi zelo dobro osebno poznava in smo v neprestanih kontaktih in pred slabimi 14 dnevi je bil celo na obisku pri meni. Njegova dela so pa znanstvena dela in jaz bi priporočil, da si lahko preberete tudi njegovo zgodovino, kajti je zelo močno vpet v zgodovinsko dogajanje pred drugo svetovno vojno in pa v obdobju po drugi svetovni vojni. Priporočam, da greste kdaj kaj na Cobiss pogledat, mlajših, starejših pisateljic zlasti, ki so letos izdale, Laščanke, ki so letos izdale kar nekaj knjig, če naštejem Marija Orešnik, Anja Radaljec, Karmen Murovec, Simona Klemenčič, sami Laščani, gospod Mačkošek. Tole področje morate pa malo popraviti. Ne zmanjšujem pomena gospoda Cajhna, ampak vendarle preveč je literarnih ustvarjalcev dobrih, vseh rangov, vseh zvrsti, tako da vam res toplo priporočam, da pogledate kaj na Cobiss, kaj se dogaja in pa seveda v lokalno knjižnico. Hvala za vaše priporočilo, ga bom tudi upošteval. Moram pa reči, da seveda literatura mlajšega kadra, mlajših pisateljev in pa pisateljic, moram reči, da mi je manj poznana, bom pa v bodočnosti pa se tudi tej literaturi posvetil. Gre za lokalno okolje, lokalna, torej higiena, bomo rekli higiena kraja, da poznamo tisto, kar se dogaja okrog nas. Gospa Pavčnik, izvolite vprašanje. Ja, jaz bi imela vprašanje številko 4. Ja, torej vprašanje številka 4 gre pa takole. Hvalnica delu, Sofra iz Šavne peči, Čaša nesmrtnosti. Mogoče še iz take, kdo je avtor teh del, če mogoče veste, pa če bi znali še kakšno delo tako našteti. Žal tudi jaz nisem na tem tako domača, tako da Pomagam. Profesor Vejica je še iz tega nabora dokumentarcev. Ja. Kaj boste rekli? Ne vem, ne znam odgovoriti na to vprašanje. To so dela, ki so nastala v naši produkciji, malo bi rekla bolj trajnejših. Prvi, torej trajnejših, to so trajnejši izdelki naši, profesor Vejica. Gospod župan bi vam to, ampak ga ne bom, ker preveč dobro te stvari pozna. Profesor Vejica je bil dokumentarec o Tomu Korošcu. Hvalnica delu je bil dokumentarec o akademiku doktorju Jožetu Mačku. Sofra iz Šavne peči o Antonu Sovretu in Čaša nesmrtnosti o Antonu Aškercu. Toliko v pomoč. Gospod župan? Imam jaz pet posod. Ja. Zdaj vprašanje bo preveč lahko skoraj za vas, ampak moram biti pač toliko korektna, da tista vprašanja, ki sem jih pripravila, tudi povem. S čim se ukvarja akademik Jože Maček? Ja, doktor Maček je ena od zelo zanimivih osebnosti Laškega, je še živeč, je tudi častni občan občine Laško, ima 3 doktorate iz ekonomije, agronomije in pa zgodovine. Vsak doktorat je naredil v drugi državi, enega v Ljubljani, enega v Nemčiji, enega v Srbiji. In ko smo ga vprašali, zakaj je to naredil, je rekel, ne glede na kak sistem bo v Sloveniji, bo en doktorat sigurno veljal. Drugače pa agronom, bil je profesor na biotehnični fakulteti, mislim, da in je tudi član SAZU-ja. Ja, pa še 2 drugih akademij. Fitopatolog je v osnovi, torej rastlinski zdravnik. Ja, on je tudi eden najbolj plodovitih naših avtorjev knjig, ki jih je izdala občina Laško in tudi v letošnjem letu smo izdali njegov življenjepis. Življenjepis, tako. Zdaj pa še zadnji krog. Zdaj vas pa prosim, da nagovorite po svojih, kot želite, se obrnite na volivce in jim kaj lepega povejte o sebi. Bomo šli kar po vrsti, zdaj pa res po vrsti, tako kot boste napisani na volilnem lističu. Torej, gospod Marko Šantej, Mlada moč občine Laško, beseda je vaša. Drage občanke in občani, vse v življenju se zgodi z razlogom in vse je stvar izbire. 20. novembra boste izbirali vi. Nekateri se boste na volišča podali prvič, nekateri pa ponovno. Vsem pa bo skupno eno, ni vam vseeno, kje bo občina Laško čez 4 leta.
in tudi meni ni. Tako da na lokalnih volitvah opravljate državljansko dolžnost in izbirate najboljšega kandidata, ki bo občino vodil naslednje 4 leta. Naslednjo takšno možnost boste imeli šele čez 4 leta. Jaz imam našo občino resnično rad, vabim vas, da se udeležite letošnjih lokalnih volitev in mi 20. novembra zaupate svoj glas. Funkcijo župana bom opravljal odgovorno in pa s ponosom in trdno verjamem, da bom s trudom in srčnim delom upravičil vaše zaupanje. Lahko nam je bolje, zato 20. novembra obkrožite številko 2 in prepričan sem, da bomo lahko čez 4 leta rekli, da nam tudi je bolje. Hvala lepa, gospod Mačkošek. Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Laško, k sodelovanju za realizacijo ambicioznega programa imam namen povabiti vse generacije občanov in občank, zunaj občine živečih Laščanov in pa vseh drugih, ki bodo lahko s svojim znanjem prispevali k temu, da realiziramo in naredimo razvojno občino Laško in tudi njeno prepoznavnost povečamo glede na današnji dan. Naši cilji seveda so ambiciozni, oziroma moj cilj je ambiciozen, zato vabim vse občane in občanke, da se udeležijo letošnjih volitev v čim večjem številu. Me podprete kot županskega kandidata, jaz vam pa zagotavljam, da nam bo vsem skupaj bolje, kajti zmoremo več. Hvala lepa, gospa Pavčnik, SDS. Drage občanke in občani občine Laško, kot županja bom delala dobro za občino in pa za ljudi, ki živimo v njej. Sem izkušena, delavna, skrbna, odločna, srčna, realna, sposobna podjetnica, zaupanja vredna in znam prisluhniti ljudem. Moj moto je, da v zadovoljstvu in v blaginji je moč. Delala bom s srcem za ljudi, zato vas vabim, da greste 20. novembra na volišča, saj to je vaša pravica. In če mi zaupajte, oddajte glas zame. Sem pod številko 4. Hvala lepa, še gospod Zdolšek, beseda je vaša. Ja, spoštovane občanke in občani, kar 16 let sem skupaj z vami delil življenje v Laškem. Velik del mojega življenja v teh letih je bil posvečen ravno reševanju vaših problemov, vaših težav. Z vami sem se rad srečeval in se bom še tudi v bodoče rad srečeval. Mislim, da smo našli odgovor na marsikatero vprašanje. Občina je zato, da rešuje probleme predvsem vas, ki v bistvu živite v tej lokalni skupnosti in še naprej bomo v bistvu sodelovali na takšnem nivoju, kot je bilo do sedaj. Vrata moje pisarne bodo vedno odprta, obvestili vas bomo vsem, kar je pač mogoče. Potrudili pa se bomo, da bomo v bistvu tiste projekte, ki smo jih v preteklem letu, 2, nekako nastavili do tistega, da pričnejo se realizirati, da jih bomo tudi v celoti realizirali. S tem pa, če v bistvu mislite in mi zaupate in da dejanja v preteklosti štejejo tudi za bodočnost, se odločite in obkrožite številko 5 in pa seveda tudi svetniško skupino SLS številko 7. Hvala vsem za povedano. Torej, dragi kandidati in draga kandidatka, povedali ste, kar ste bili vprašani, kar se vam je zdelo potrebno, modro in pametno. Vso srečo in čim več glasov v nedeljo 20. novembra in hvala za vašo današnjo udeležbo, za vaša razmišljanja, za vaš tvoren prispevek k demokratizaciji našega okolja. Gledalkam in gledalcem se lepo zahvalim za pozornost in vam seveda želim vse dobro in seveda zelo najbolj modro odločitev 20. novembra, tako kar zadeva torej kandidata za župana in seveda tudi za občinski svet ter seveda za krajevne skupnosti. Hvala za pozornost in nasvidenje.